Dober večer. Danes je moja tema vstajenje. Jutri bo veliko ljudi zjutraj praznovalo vstajenje Gospoda Jezusa Kristusa. Jedli bojo jajčka, šunko, hren, hodili bojo na skupna kosila, objemali se bojo, veselili, da je Jezus vstal od mrtvih. Vstajenje je res velik dogodek. Ampak zakaj je sploh prišlo do vstajenja? Kje je pravi razlog, bistvo vstajenja? Vsi vemo, da je Jezus Kristus prišel na to zemljo odpraviti greh in smrt. To vemo. Zakaj je prišel na zemljo? Zato, ker je bilo na zemlji ogromno trpljenja, smrti, vojne in Bog je svojega sina, s katerim je vse ustvarjal. Na začetku stvarstva, z ljubeznijo, ga je poslal na to zemljo, da bi vse tiste otroke, ki so nosili posledice svojih preteklih dejanj ali prednikov, odrešil. Tako kot mi ljubimo svoje otroke, tako tudi vsemogočni Bog ljubi vse nas in vse stvarstvo, vse živali. On je kreator vsega. Dal nam je res svobodno voljo. In to svobodno voljo nehote veliko ljudi izrablja v svoje sebične namene. Za bogatenje, za oblast, za moč nad ljudmi, ki so ponižnega srca, ponižnega duha, ljubeči, pošteni in se ne branijo z nasiljem, ne z orožjem, ampak z ljubeznijo. Ampak Jezus je prišel na ta svet, da bi greh spremenil v svetost. Da bi se grešniki odločili za življenje z Bogom. Človeštvo je bilo odrezano od Božje prisotnosti že od vsega začetka. Preroki so obljubljali, da bo prišel Jezus, ki bo odrešil človeštvo od smrti, od bolezni, od greha. Dana je bila obljuba. Vsem nam. Ljudje so imeli svoje preroke, Mojzesa, Izaija. Ogromno prerokov je bilo na zemlji, ki so govorili, da bo prišel odrešenik, ki bo odrešil ljudi od smrti, da bodo lahko živeli in ne več umirali in ne grešili. Kaj povzroča greh? Kaj je greh? Greh je vse, kar ni ljubezen. Greh je bolečina, zavist, pohlep, ljubosumnost, nasilje, laži, prevare, nečistost. Ogromno je greha, široko je polje greha in zelo ozka je pot, ki vodi v nebeško kraljestvo, tudi na zemlji. In to je brezpogojna ljubezen. Kdor je nima, greši. Kdor jo ima, jo podarja bližnjim, tudi tistim, ki so še grešni, ki še ne poznajo milosti, ki še ne poznajo namena, zakaj je Jezus prišel na zemljo, zakaj se je iz Božjega kraljestva dobesedno ponižal, sprejel to zemeljsko umrljivo telo, polno
zmot, bolezni, bolečin, zakaj je prišel na ta planet Gospod Jezus Kristus? Lahko bi živel lepo, mirno, srečno, radostno življenje s svojim Bogom v nebeških sobanah. In vendar je imel misijo. Bil je poslan na zemljo. Njegova misija je bila zelo težka. Prišel je v temo, kot luč je prišel v temo in tema ga ni sprejela, ni ga razumela. Delal je številne čudeže, slepim je vračal vid, obujal je mrtve, ozdravljal bolnike, očistil je grobovce. In vendar ga ljudje, predvsem farizeji, niso znali, niso mogli sprejeti kot odrešenika, kot Božjega sina. Nasprotno, jezni so bili na njega. Velikokrat so ga hoteli kamenjati, ubiti, že ko je delal svojo misijo, ko je delal čudeže na zemlji. In vendar še ni bil njegov čas. Jezus je točno vedel, da ga bodo križali. Vedel je. On bi lahko odšel, ampak iz ljubezni do nas, iz ljubezni do svojih bratov in sester, Judov, je on pretrpel to križanje od hudobnih, nerazsvetljenih, grešnih ljudi, predvsem farizejev tedanje duhovščine, ki so živeli po stari zavezi, po črkah, po pravilih stare zaveze. Stara zaveza je bila res brez milosti. Polno odredb, uredb, zakonov, ki jih ljudje žal niso mogli izpolnjevati zaradi grešne narave. Zato je bilo toliko bolezni, toliko bolečin, vojn. Res je bilo prekletstvo na zemlji. Vendar nam je Bog poslal escape, rešitev. In kdor ga je sprejel, je bil ozdravljen, obojen od mrtvih. Vendar je imel Jezus še eno poslanstvo, ki ga redko kdo razume. On je mogel umreti. Zakaj je mogel umreti? Ne zato, da so bili ljudje avtomatično odrešeni, ker če bi bilo to možno, bi bili že vsi svetniki na zemlji, ne bi bilo več vojen, zato ker je pač Jezus umrl na križu. Ampak to ni res. To, da je Jezus trpel na križu, nas ne odrešuje. Križ nikogar ni odrešil. Prav nikogar. Zaradi greha pa ljudje trpimo. Zaradi greha svojih ali zaradi bližnjih. Greh povzroča trpljenje, bolezni in pa smrt. To je res. Jezus je bil na križu ne zato, ker je on bil grešnik, ampak ker so ga dali na križ, ker so ga mučili, ker so ga želeli ubiti, da jih ne bi nerviral, dražil, jim jemal moralo, avtoriteto, ker oni so poznali staro zavezo, milijon pravil in čakali so odrešenika, ki bo enkrat jutri bo prišel odrešenik in bo odrešil tudi duhovščino in ljudi od smrti. Pač so čakali in veliko ljudi še vedno čaka jutrišnji dan, ki ga ne bodo nikoli dočakali, ker Jezus je že prišel. Jezus je bil že med nami. On je že ozdravljal, on je že obujal mrtve. Na zemlji. Prišel je iz Božjega kraljestva na zemljo in je bil Božji sin, spočet od Svetega Duha. Ni imel zemeljskega očeta. Njegov oče je bil resnično Bog. V Svetem Duhu je bil spočet. Zato je vedno govoril, jaz delam to, ker mi oče naroča, ker je Božja volja. Ni delal volje tega sveta, volje padlega človeštva,
sistema, vladavine, kraljev, vladarjev, farizejev. Ne, on je delal voljo svojega Boga. In Bog je ljubezen. Bog je življenje. Bog je ustvaril ta planet za raj, za svoje otroke. Ni ga naredil, da bi ga uničevali s kemijo, z vojnami, s trupi, z jezami, s sodbami, s tožbami, pretepi. Ne. Ta svet je ustvarjen za življenje, za radost in za večno življenje v telesu. Težko je to razumeti, ker je okrog nas sama smrt, veliko bolezni. To je res težko razumeti. Ampak pomislimo, Bog je popoln. Bog ni ustvaril nepopolnosti. Bog ni ustvaril bolezni. Bog ni ustvaril vojne. Bog je ljubezen, je milost. In zato nam je Bog poslal svojega sina, s katerim je ustvarjal vse vidno in nevidno, ki je bil pred vsemi nami, pred Janezom Krstnikom, pred vsemi preroki. Bog in Oče in Sveti Duh so skupaj ustvarjali čudovit planet Zemlja, na katerem bi lahko resnično čudovito živeli, če bi spoštovali Božjo voljo. Če bi sprejemali na prvo mesto Božjo voljo. Če ne bi zapustili svojega očeta stvarnika. Če ne bi dali na prvo mesto slave, denarja, moči, zemeljskega vladanja, pohlepa, vere v smrt in tako naprej in tako naprej. Ko je Jezus prišel na to zemljo, je bila njegova misija samo to, da odpravi smrt, bolezni in da vrne človeštvu tisto, kar je Bog namenil človeku. Večno življenje v telesu. In na zemeljskem nivoju je to delal. Vendar je še nekaj mogel narediti. Moral je umreti fizično, da je prišel v Hades, ker je bilo veliko, veliko ljudi resnično mrtvih, ki so spali v veri, ko bo prišel Jezus Kristus na zemljo, da jih bo odrešil iz globokega spanja, iz smrtnega objema, zapora smrti. In zato je mogel umreti. Bi lahko šel na počitnice, lahko bi se lepo imel. Ne, on je dovolil. Dovolil je, da so ga križali, ker je moral umreti, da je prišel v Hades, da je prišel v podzemlje, ker na zemlji je že delal čudeže, uzdravljal je, obujal je mrtve, ampak podzemlje pa ga še ni bilo. Nažalost, je to veliko ljudem prikrito. In mislijo, da je dovolj, da je Jezus trpel na križu, zdaj smo pa vsi odrešeni. Nismo. Daleč od tega. Ker če bi bilo to res, da je samo zato, ker je Jezus umrl na križu, da je človeštvo odrešeno, bi bili že davnaj odrešeni vsi in bi bili vsi srečni, vsi zdravi in vsi večni. Ampak Bog je pravičen. Bog je tako pravičen, tako ljubeč Oče, da kdor sprejme Boga in njegovega Sina in Svetega Duha, ima upanje na večno življenje v telesu. In tisti ljudje, ki so živeli do Jezusovega prihoda na zemljo, se pravi 2024 let nazaj, do tistega trenutka je bilo ogromno ljudi že v grobovih, ki so umrli
eni v veri vstajenje, ko bo prišel Jezus na zemljo, eni v zlobi, v jezi, v zamerah. Eni pa so res verjeli, da jih bo Jezus obudil od mrtvih, ko bo prišel. In takrat, ko je Jezus izdihnil na križu, ko se je svetišče, zavesa v svetišču razpolovila na dvoje, ko je bil potres in 3 ure tema na zemlji, popoldne je bilo 3 ure tema. In takrat so šele ljudje spoznali, da so dobesedno ubili Božjega sina. Vsi so to spoznali. Bilo jih je groza. Predstavljajte si, da je zdajle potres, pa da je ura 3 popoldne in da je tema in da se vse trese. To se je zgodilo, ko je Jezus Kristus zapustil kot človek svoje fizično telo, ko je njegova duša odšla iz telesa in njegovo telo je bilo res mrtvo. Vendar on je vnaprej napovedal, da bo 3. dan vstal od mrtvih, da ga bo Oče obudil od mrtvih, da se bo vrnil nazaj Božji duh v telo in da bo telo ponovno oživelo. Ker ko imamo Svetega Duha v telesu, smo živi, takrat se tudi dogajajo čudeži, ozdravljenja. Ko se nas dotakne Sveti Duh, telo oživlja, lahko hodimo. Zato je Jezus to ljubeznijo s Svetim Duhom je omogočil, da so hromi shodili. Slepim je vrnil vid. Lazar, ki je bil že 4 dni v grobu, je prišel ven iz groba. On je to delal kot Božji sin na zemlji, dokler je bil na zemlji. Vendar njegova misija še ni bila končana. Dovolil je, da so ga usmrtili hudobneži. Dovolil je. Ker če tega ne bi bilo odrešenja mrtvih. To je bila njegova misija. On je naprej vse vedel. Kdaj, kako, kdo mu bo prebodel srce, kako bojo kockali za njegovo obleko. On je vse vedel. Vedel je, da ga bo Peter 3-krat izdal, preden bo petelin zapel. On je bil Božji sin. On je bil Božji sin, ki nas neskončno ljubi in nas kliče, da vsi sprejmemo v svoje srce Božjo voljo in sveti krst in se na novo rodimo v resnici, v Duhu Božjem. Da se očistimo vseh svojih grehov in da tudi smrt predamo Jezusu. In v Hadesu, ko se je Jezus obudil od mrtvih, ko ga je Bog obudil, to lahko berete v Mateju 27. poglavje od 40. vrstice pa tja do 60. vrstice, najbolj bistvena je 52. vrstica, ki točno govori o tem, da so vsi mrtvi, ki so zaspali v veri v vstajenje. Ko se je Jezus obudil od mrtvih, tudi on, ko ga je Bog obudil, je on obujal v podzemlju vse tiste ljudi, ki so zaspali v veri v vstajenje, ko bo Jezus prišel na zemljo. In grobovi so se odprli. In ljudje, ki so zaspali v veri, so vstali. To je bilo prvo vstajenje, takrat, ko je bil Jezus obujen od mrtvih, ko je bil v Hadesu. O tem se premalo govori. Veliko premalo. To je bistvo.
Jezusovega prihoda in Jezusove smrti, ki je bila pač na križu. On ne bi mogel umreti drugače, ker je bil zdrav, ker je bil Božji. Če si Božji, ne moreš biti bolan. Ker Bog je zdravje, Bog je ljubezen, Bog je življenje. Njega so mogli fizično, dejansko ubiti, kri mu je iztekla, voda mu je iztekla iz srca. On je bil telesno, resnično mrtev. In zato je kot Božji človek, Božji sin, tudi doživel svojo smrt. Veliko ljudi pač to zanika, da je bil nezavesten, da ni umrl, da so ga učenci ukradli, da. Ampak resnica je, da je Jezus res umrl zato, da je prišel v Hades. In da je v Hadesu doživel vsak, ki zaspal v veri, v vstajenje, svoje vstajenje. In ko so se grobovi odpirali, so ljudje, ki so bili v bližini, videli vstala bitja, duhovna, niso v telesu še vstali, ampak so duhovno vstali. To je bilo prvo vstajenje. In ti ljudje, ki so vstali od mrtvih, so živi. In druga smrt se jih ne bo več dotaknila. Kaj pa mi, ki smo še tukaj, na zemlji? Ali moramo umreti? Da bomo tudi mi šli v Hades? Ali lahko s krstom v vodi in s krstom Svetega Duha doživimo novo rojstvo? Novo življenje? In da živimo? Če je Bog, ko je ustvaril človeka iz prahu, mu vdahnil Duha Svetega, je človek postal živa duša in dokler je bil Bog v telesu, je bil človek zdrav. Eva in Adam bi lahko večno živela v telesu. Če ne bi verjela lažniku, duhu in sta šla v sodbo. Sta dala na prvo mesto sodbo. To je dobro, to je slabo. Sta spoznala drevo dobrega in drevo slabega. In sta zapustila drevo večnega življenja. Bog je ves čas za njima hodil in ves čas jima pomaga. Vendar od nas je odvisno, a se bomo mi obrnili k Bogu, ga sprejeli za svojega očeta, Jezusa za svojega odrešenika, Svetega Duha za modrost in za življenje in bomo živeli ne glede na okoliščine. To je pa naša svobodna volja. To je vstajenje v novo življenje. Jezus je bil tukaj zato, da mi ne bi umrli, da bi z njim živeli in da bi verjeli Bogu bolj kot ljudem. Jaz se spomnim situacije, ko so diagnosticirali 6-mesečno življenje še. In jaz sem takrat pogledala na nebo in sem prosila, Bog, uslavi se. Naj ne zmaga mnenje zdravnika. Niso oni bogovi na zemlji. Lahko delajo Božja dela, če so odprti za ljubezen, za pomoč ljudem, za služenje ljudem. Ja, veliko je dobrih zdravnikov, ki so ponižni pred Božjo milostjo, pred Svetim Duhom, pred modrostjo Boga in velikim ljudem lahko res pomagajo. So pa tudi zdravniki, ki žal niso zdravniki in ki sejejo strah, ki diagnosticirajo in prerokujejo, da bo nekdo živel samo še 6 mesecev. Vendar je Bog tisti, ki odloča, koliko časa bo nekdo živel na tej zemlji, ne zdravnik. In če ste ponižni pred Božjo voljo,
Ali pa imate zastopniško molitev od nekoga od bližnjih, gre lahko kelih mimo vas in lahko dobite milost in lahko ostanete v novo življenje po milosti. Ogromno je čudežnih ozdravljenj sedaj po svetu. Ljudje ozdravljajo od težkih bolezni zaradi vere v Boga in v Jezusa Kristusa in v Svetega Duha. In ti ljudje potem doživijo novo rojstvo in se spremenijo, njihovo življenje postane drugačno. Tudi moje življenje se je spremenilo, ko sem sprejela to Božjo resnico. In še vedno živim, stara sem 70 let na zemlji in če imam izzive, pač molim, prosim, sem ponižna, kaj sam se. Prosim za kakšno molitev, za blagoslov. In čudeži se dogajajo, ko v njih verjamemo. In če se nas dotika voda življenja, grejo grehi stran, svetost pa se povečuje. In jaz verjamem, da bo vedno več svetnikov na zemlji. Zakaj pa ne? Zakaj bi grešnikov bilo vedno več, svetnikov pa vedno manj? Zakaj bi grešniki ubijali svetnike? Zato, da bo greh ostal, pa smrt ostala na zemlji. Jaz verjamem, da se dogajajo velike spremembe tudi na tem področju. Imamo sonce, imamo luno, imamo zvezde, imamo vodo, sedaj je pomlad, vse cveti. A je to vlada omogočila cvetenje dreves in cvetenje rožic? A je bilo treba za to kaj plačati? Bogu hvala, ne. Otroci se še vedno rojevajo, Bogu hvala. Bog ima tako moč, da tudi vse negativne posledice cepiv, če nekdo prosi, nevtralizira. Tako kot je gobe v zdravo, lahko tudi negativne posledice teh cepiv, ki so bile res biološka, genske, lahko blagoslovi. In kdor je bil ponižen in se je pokasal, da se je cepil zaradi zavajanja od medijev, zdravnikov, vlade, še danes lepo živi. Zato, ker Bog je tisti, ki dela čudeže v nas. Tudi če pojemo strup, je Bog tisti, ki ga lahko nevtralizira. Bog je vsemogočen. Spomnimo se zgodb, ko so bili Izraelci 40 let v puščavi in so godrnjali, bili nezadovoljni, so seveda kače se manifestirale. Kača je sodba, kača je padec iz raja. In so jih pikala in veliko Izraelcev je pomrlo v puščavi. In ko je Mojzes molil, mu je Bog dal escape. Dobil je povzdignjeno kačo na palici. In je rekel, kdorkoli bo pogledal povzdignjeno kačo, če tudi ga bo pičila, bo ozdravel. Mu kača ne more škodovati. Kdor ima vero v Boga, kdor ima vero v ljubezen, v Jezusa, v Svetega Duha, je na tej zemlji, vendar ne več od te zemlje. In lahko blagoslavlja, lahko govori o resnici in Božja volja je tista, ki se v tem trenutku res dogaja na vsej zemlji. In Bog zmaguje. Bog kraljuje. In želi, da čisto vsi vstanemo v življenje. Da nehamo verjeti v smrt, v greh. Da nehamo širiti to trpljenje. Jaz sem mogla ugasniti televizijo 2 dni nazaj. Želela sem pogledati, če je kaj lepega na kanalu, ker se veliko govori o Bogu.
In ko sem videla tisto procesijo žalostnih ljudi, ki so se spominjali, kako so križali Jezusa. To je bila sama črnina, sama žalost. Mene je tisti dan prav glava bolela od tega pritiska. In sem molila. In sem rekla, Bog, daj, da odpustim tem ljudem, ki se spominjajo križanja, ne vstajenja, ne ljubezni od Boga, ki želi, da vsi vstanemo v življenje, v radost, v zdravje, v srečo. To je bilo. Bog nam je odpustil na križu, ko je rekel, moj Bog odpušča, se ne vedo, kaj delajo. Ne rabimo se tega spominjati. Spominjajmo se, da je Jezus ubijal mrtve, še vedno. Vsak, ki se pokesa, vsak, ki se odloči za ljubezen in življenje in za večnost, dobi čudežno pomoč direktno od Boga v obliki Svetega Duha. To je bistvo. Dajmo na prvo mesto ljubezen, življenje. Tudi prva alineja 9. člena statuta Društva za srečno življenje je brezpogojna ljubezen. Pokleknimo vsi pred to mogočno ljubeznijo, s katero nas je Bog obiskal z Jezusom Kristusom in je dovolil, da so ga križali, mučali samo zato, da so se tudi apostoli spreobrnili in začeli verjeti v življenje po življenju, da so verjeli v vstajenje. Tomaž je bil neveren in rekel, jaz ne verjamem, da je Jezus vstal, dokler ga ne vidim in mu dam svoje roke v njegove rane. In ko se je Jezus skozi zid pojavil v sobi, ker je bil tudi Tomaž, je rekel, glej, Tomaž, dotakni se mojih rok. In Tomaž je padel na kolena in rekel, o Gospod, verjamem. Jezus pa je rekel, srečni tisti, ki tega ne vidijo, pa verjamajo v moje vstajenje, v mojo ljubezen. Srečni tisti, ki verjamajo v večno življenje, po milosti, v imenu ljubezni. Srečni tisti, ki so se odpovedali vsemu, kar ni ljubezen, ki so se odpovedali grehu. In če danes jaz rečem nekomu, jaz pa nisem več grešna, kako da ne, vsi smo grešniki. Nismo vsi grešniki. Tisti, ki smo se na novo rodili v resnici in ljubezni in smo krščeni s Svetim Duhom, nismo več grešniki. Smo osvobojeni. Smo osvobojeni. In če nas ljudje prizadanejo, grešniki, ja, pa moramo 70krat odpuščati in jih blagoslavljati. To je pa res. Ne smemo biti v zameri, zato je modro, da ne dovolimo, da nas zunanje okoliščine odvrnejo od naše ozke poti, da verjamemo v življenje, v ljubezen in da to zmaguje na zemlji. Torej, dragi moji, ki me sedaj še poslušate, Jezus je vstal zase. Ste tudi vi vstali? Ste vstali v življenje? Ali še vedno verjamete, da boste nekoč enkrat umrli, mogoče pri 80 ali pa pri 70, mogoče od raka, mogoče od kapi? Vprašajte se, v kaj verjamete? Sporočilo Velike noči je veliko globje. Jezus to ni rabil zase narediti. To je naredil za nas, zate, zame, za vse nas. Da bi greh izgubil svojo moč in da bi bila smrt pod našimi nogami in pod nogami Jezusa Kristusa. In da bi vstali v življenje, v radost, se veselili celo leto, pa še naslednjo leto in da ne bi malo Jezusa na križ dal, pa malo pokopal, pa ga malo spet obudil. Tako, mislim, Jezus je bil samo 3 ure na križu. Ljudje Božji, ne bodite več na križu. Bodite srečni. Društvo Belis je društvo za srečno življenje. In to bi vam danes rekla.
In vam resnično čestitam, če ste se odločili za življenje, za srečo, za radost. In vsem članom Društva Belis iskrene čestitke, da ste še vedno člani Društva za srečno življenje Belis. In tisti, ki se bi nam radi pridružili, srčno vabljeni. Nimamo pogojev, imamo pa ljubezen. Hvala lepa za vašo pozornost.